Muli, jutri odhajamo na Finsko, uradna tekma nas čaka v četrtek. Kakšni so vtisi pred tekmo v Taboru Domžale? Ja, že pred prvo tekmo smo vedeli, da ne bo enostavno, da so dobra ekipa, da imajo par dobrih posameznikov. Zdaj smo naredili analizo, pogledali smo stvari, ki so bile dobre, ki so bile slabe. Te slabe treba popraviti, pač tam brez napak, dobre nadaljevati in mislim, da nam se obeta dober rezultat. Kakšen vpliv ima ta nedeljska tekma na to, koliko ste razmišljali o njej? Ja, seveda smo se želeli dobro začeti v ligi, ne. Želeli smo zmagati, ni se išlo, hitro smo ostali brez igralca. Smo pa profesionalci, pač to ne sme imeti vpliva na nas. Mislim, da tudi če bi zmagali 5-0 ali pa izgubili 5-0, da to ne spremeni dejstva, da na Finskem treba zmagati in napredovati v Evropi. Hvala. Kako bo treba igrati na Finskem, da boste še naprej? Kakor sem rekel prej, na prvi tekmi smo naredili neke napake. Mislim, da če odpravimo te napake in nadaljujemo tiste dobre stvari, da nam se lahko obeta dober rezultat. Kakšen imaš občutek recimo Domžale lani in letos na začetku sezone, malo primerjava mogoče? Ja, lanski del, na koncu smo res dobro igrali. Zdaj se čuti mogoče, da smo še malo nekako pod krčem, ampak mislim, da iz vsake tekme v tekmo rastemo in da iz vsake tekmo smo boljši. In mislim, da bomo tudi nadaljevali tako, da bomo hitri, tako kot smo bili na koncu lanski. Kako bi pa kaj primerjal to Honko z Esperanžom v prvem krogu? Dejansko, da vse ekipe v Evropi so tam nekje, vsak zna igrati. Mislim, da so si dosti podobne v nekih segmentih, ampak dejstvo je, da smo mi bolj kvalitetna ekipa. In zdaj sam treba to pokazati na igrišču in zmagati. Taktično zelo podobno igrajo, čakajo na proti napade. Zelo, zelo. Čeprav isto pripravi na prvo tekmo z unimi Luksemburžani, je bilo pač tako, da so igrali z nosa in vse to. Na koncu je prišla tekma, pa je bilo čisto nekaj drugače. Tako da v Evropi nikoli ne veš, stvari se hitro spreminjajo, treba se čim prej prilagoditi in zmagovati. Kako si ti kaj zadovoljen z občutki na golu? Jaz sem zadovoljen. Vedno so neke stvari, ki lahko popravljaš in pač sam sem mnenja, da treba analizirati neke malenkosti, pogledati in sam tako lahko napreduješ.